Lepo pozdravljeni v latinskem svetu Harryja Potterja. Danes vam bomo dobesedno čarali z latinščino, kajti pokazali vam bodo, učenci in jaz, kako je Harry uporabljal latinske besede za svoje uroke in kako je s tem pripeljal antiko in mitologijo na svojo slavno bradavičarko. Priznam, da današnja ura ni najbolj klasična, ampak vseeno to so teme, ki jih največkrat predstavljam na latinskih koncih tedna, ko poskušam dijakom pokazati, da je latinščina vsepovsod okrog nas. Ta ura je posneta, če pa želite spregovoriti kakšno besedo ali dve o pouku latinščine, ste prav lepo vabljeni na pogovor v živo. Naj pa vam najprej predstavim naše čarovnike. Kot vidite, imajo tako kot Harryjevi profesorji in ravnatelj latinska imena. Sicer pa slišijo tudi na krščansko različico svojega imena, tako da če želite izvedeti, kako bi se njihovo ime slišalo v modernem svetu, ste povabljeni na gumb Naša latinska imena. Danes pa, kot smo rekli, si bomo ogledali nekaj Harryjevih latinskih urokov in pa preverili, ali tale magistra Latratrix sploh zna čarati. Torej, nox. Lumos. Ja, zdaj ne vem, a magistra zna čarati ali pa naši dijaki, čarovniki, že zelo dobro razumejo latinsko. Namreč uporabila sem dva uroka, in sicer sta si nasprotna, eden je nox in drugi je lumos. Samo na hitro, nox je latinska beseda in sicer, ne vem, če jo že poznate, kdorkoli, kakšen čarovnik, ki je po noči že čaral. Kaj je nox? Noč, ja, noč je. Je pa res, da to besedo predvsem prepoznamo po rodilniku. Namreč v latinščini je tako, kot pri vseh ostalih jezikih, ki se sklanjajo, da prepoznavamo besede šele po njihovih osnovah, ki jih dobimo iz rodilnika. Torej, rodilnik je noctis in spol je ženski spol. To besedo najdemo v tujih jezikih in pa v tujkah. Recimo nočna radijska ali televizijska oddaja se imenuje radijski ali televizijski nokturno, se pravi iz te besede noctis. Lumos je mogoče bolj zanimiva, zato ker je grška. Torej, Rowlingova, avtorica Harryja Potterja, je študirala klasične jezike in se ji to zelo, zelo pozna v njenih knjigah. Namreč ravnatelj ima latinsko ime, večina učiteljev, profesorjev imajo latinska imena in pa mnogo, mnogo zgodb iz antične mitologije je vpletla v samo ozadje dogajanja. In ker je znala tudi grško, je očitno med te latinske uroke všla tudi tale latinska verzija besede lumen. Oboje enako pomeni in oboje je moč najti tudi v strokovni literaturi, v strokovni terminologiji, celo v naravoslovju. Torej, kdo je med vami navdušen za kemijo? Po moje je tole Divinus, a ne? Divinus, kaj praviš, poznaš to besedo? Ja, se pravi, luminescenca je lastnost snovi, da se sveti sama po sebi. Res je, ja. Se pravi, da se sveti, da se svetlika. To je zdaj zelo, zelo znanstvena razlaga besede luminescenca, sicer pa v resnici že Rimljani, a ne. Lumen in luminesco pomeni svetlikati se. Se pravi, nekatere snovi se svetijo, zvezde se svetijo, torej to je njihova lastnost. In luminescenco sem vam v resnici dala zato, da lahko sklepate, kakšen je rodilnik. Alijena, kaj bi rekla? Lumen sem za nalašč pustila v prvem sklonu, kaj bi pa ti rekla, kakšen je rodilnik? Luminis. Ja, zakaj tako sklepaš? Zaradi tega, ker je ta tvorenka luminescenca je visoko luminus. Ja. E se je spremenil v I, a ne? Torej, s tem Alijena sklepa, da je rodilnik res luminis in je tako. Kaj pa Matijas Klivus praviš, kakšnega spola je? Vedno pri besedi
si zraven moramo zapomniti spol, zato da znamo pravi pridevnik dodati zraven. Lumen, luminis, na men se konča, torej je kakšnega spola? Srednjega spola. Srednjega spola, ja. Mogoče Matijas Polonius, kako bi lumen sklanjal? Lumen, luminis, lumini, lumen, lumen, lumine. Lumine, ja. V množino ne bova dajala, ne, ker gre za luč, svetlobo, tako da bi bilo nenavadno, če bi dali v množino tako besedo, vendar vam povem, kdor je dober in Rimljani to znajo. Se pravi, marsikatero od takih besed, ki je Slovenec ne bi nikoli dal v množino, recimo svetloba, ne, oni dajo v množino. Sicer tudi pri nas se potem pogovarjamo recimo o vrstah svetlobe, ne, se pravi svetlobe v množini so pogovorni izraz za vrste svetlobe, ampak Rimljani pa to delajo kar naprej. Se pravi, če dajo besedo dež v množino, tega mi ne bi naredili. Oni pa naredijo množino, ki pomeni zelo veliko dežja oziroma deževje. Torej, za nalašč nisva sklanjala množine. Torej, za obiskovalce danes pokažemo, ne, da se ne igramo samo z uroki, ampak da znamo tudi sklanjati in spregati latinske besede in jih uporabiti v stavku. Torej, še enkrat se vračamo na prva dva uroka. V resnici smo jo uporabili zato, da smo preizkusili mojo palico. Če bi vas res se želela znebiti, tako kot ste mi ušli za kratek čas z noks, bi vam v resnici izvedla tale urok, Petrificus totalus. Namreč to so tisti trenutki na Bradavičarki, ko najdejo prebivalce, bom rekla, ker niso bili samo ljudje, ampak tudi živali, prebivalce v nenavadnih pozah, in v teh čudnih, skrivenčenih pozah jih morajo odnesti v bolnišnico. Torej, zakaj gre? Za kater urok boste izvedeli, če boste pogledali predvsem prvo besedo. Pa dam besedo naši Rupes, kako bi razložila prvo besedo, te spomni na kakšno besedo? Mogoče na Petra, ki pomeni skala. Res je, ja, se pravi, je povezano s skalo. To veste tudi obiskovalci, ker poznate tisti slavni svetopisemski stavek, ti si Peter skala, ne? Torej, ja, kamen skala, vendar vas opozarjam, tudi ta beseda je grška. Rimljani so občasno prevzemali tudi grške besede, sploh tisti, ki so bili liberalnejši, so si pustili smetiti latinščino tudi z grškimi besedami, preprosto zato, ker so Grke na skrivaj občudovali. Torej, Petra pride v latinščino, dobi svoje latinske lastnosti in se jo sklanja čisto lepo po prvi deklinaciji. Zato bi prosila recimo Regino Viduo, če mi sklanja tole Petra. Petra, Petraj, Petraj, Petram, Petra, Petra. Ja, zdaj te skale pa lahko dava v množino, pa bom to naredil recimo Teodorus, Teodorus Malifer. Petraj, Petraru, Petris, Petras, Petraj, Petris. Ja, za oba velja, a ne, pazimo na naglas, nikoli pri latinščini ni na koncu, sicer pa ja, pravilno sklanjanje. Zdaj, zakaj sem vprašala glede besede Petra ravno Rupes? To ona ve, a ne, ker je nekako povezana beseda z njenim imenom, njenim krščanskim imenom. V resnici je latinščina za to besedo raje uporabljala dve prav svoji besedi, saxum in rupes, torej ti dve pomenite isto. In zato se naša Rupes tako tudi imenuje kot se. Torej skala. Ampak s tem smo samo prvi delček prve besede razložili. Zelo pogosto boste v latinščini našli izraze in potem tudi v raznih medicinskih izrazih in podobno, ki se končajo na ficus. Ne gre za sobno rastlino s tem imenom, ampak gre za pripono, ki izide iz enega najpogostejših, če ne najpogostejšega glagola v latinščini poleg glagola biti, to je glagol facio. Pojela, se mogoče spomniš, kaj facio pomeni? Delati. Delati. Se pravi, če kar ostaneš na mikrofončku,
saksum ali pa petram, fakere, kaj bi to pomenilo? Ja, čisto beseden prevod, da narediš skalo oziroma da nekaj postane skala. Res je. Kar bi bilo v slovenščini ne oskaliti ali uskaliti, ampak okameniti nekoga. Ne? In seveda se postavi vprašanje, ali je tudi ta izraz, ki v kakšni tujki, da bi lahko že sklepali potem, ko vidite besedo petrificus. Poznate kaj podobnega v angleščini? Petrified. Ja, petrified. Se pravi, dobesedno prevedemo, ne? Če iz angleščine v slovenščino prevajamo, je okamenjen. Ne? Dobro. Ostane nam še druga beseda, tam se nisem zmotila, totalus je pisalo, torej v samem uroku je petrificus totalus. Vas pa opomnim, ne, totalus bi pomenilo, da je to pridevnik iz druge, deklinacije pa ni. V resnici mi vemo, ne, da je totalis, totalis, totale, se pravi, da se sklanja po tretji deklinaciji. Te danes še nismo nič sklanjali, tako da bi Matija Polonija prosila, če nam sklanja tale totalis. Najbrž ti bo najlažje kar za moški spol. Totalis, totalis, totali, totalem, totalis, totale. Ja, totali je pri teh pridevnikih v ablativu je treba paziti. Me pa zanima, zdaj smo že velikokrat izrekli to besedo, najbrž obiskovalci tudi že sklepajo, kaj ta totalis pomeni. Poznamo totalen polom ali pa totalko, ko se nekdo zelo, zelo močno zaleti z avtom. Kaj bi totalis pomenilo, recimo eterna patientia? Da čisto, celotno. Celotno, popolno, ja, do konca. Ja, popolnoma, lahko kar s prislovom prevedete, se pravi popolna okamnitev je ta urok. Se pravi, če bi se vas želela iznebiti, zdaj v tem trenutku bi raje izvedla tega kot noks in potem lumos. Gremo pa na bolj luškane, tale je vsaj meni zelo ljub, vsaj po vsebini ljub, jezikovno mi je mogoče še kakšen drug bolj, torej expecto patronum. Tega poznate, torej z njim prikličemo žival. A je vedno žival? Je vedno žival, a ne? In prevedemo v slovenščino, se mi zdi ta prevod zelo zanimiv. Se kdo spomni, kako expecto patronum naš Kenda prevaja? Ave zavetnikom. Ave zavetnikom, ja. Torej ne pozabimo na ta tipični rimski pozdrav ave. Zavetnikom mi je pa zelo všeč. Namreč, ko sem malce pogledala te stvari v pripravi na to šolsko uro, sem našla neko seminarsko nalogo nekega dekleta, bom rekla, mislim, da je kar mlajše starosti, precej mlajša od vas, ki je dokazovala, da so naši Harry Potterji slabo prevedeni. Zdaj ne vem, glede na to, da vi večinsko itak v angleščini berete, ne vem, ali imate v tem mnenje ali ne, ampak se mi zdi, da če se prevajalec potrudi pri imenih, ki nekaj pomenijo, da je to zelo velik preskok, ne? Da je fajn, če naredi, vsaj približno ujame duh tega latinskega imena tudi v slovenščini, za tiste, ki latinsko ne znajo. Tako da ave zavetnikom se mi zdi kar posrečen prevod, ave zato, ker je pozdrav, se pravi bodi pozdravljen, zavetnik. Torej, zakaj gre? Gre za zelo pomembno zgodbo v latinskem prostoru. Tukaj je samo še zapisan tale glagol expecto, ki ga tudi obiskovalci znate prevesti. To expect v angleščini pomeni. Kar mogoče še pričakujem, ja, pričakujem. Torej, ni zdaj pozdravljam, ampak pričakujem. Potem je pa tole, ja, to sem omenila, napovedala, torej posebna zgodba v Rimu je patrokinium in klientela. Torej, to sta družbena odnosa med dvema moškima, ki sta ponavadi različnih družbenih statusov. Patronus je višje, kliens je ponavadi nižje
Če sta slučajno iz istega družbenega sloja, gotovo to pomeni, da je patronus ali bogatejši ali ima pa preprosto boljše zveze. Saj to je šlo z roko v roki, da smo si na jasnem, ne? Zelo redko je kdo imel dobre veze pa nič denarja. Se je pa zgodilo, da je bil kdo po statusu zelo visoko, pa da je imel manj denarja. To se pa je zgodilo. Ampak v tem primeru je patronus tisti, ki temu, ki mu je ime cliens, pomaga. Zato najbrž tudi veste, kako bi danes rekli temu, ki mu rečemo cliens. Kako bi poslovenili to besedo? Stranka, ja. Kaj pa, kako bi samo poslovenili? A slište, da sem malce... Torej, govorimo o patronu in klientu. Samo še to povejmo. Patron kaj omogoča klientu? To, da se lažje poroči, to, da lažje sklepa trgovske posle, to, da ga on ali njegov zavetnik oziroma odvetnik zagovarja na sodišču, in pa nasplošno, da se uveljavi v družbi, recimo s tem, ko kandidira na nekih političnih zadevah, političnih volitvah. Torej, cliens je klient, zato sem vas prej spraševala, kako bi podomačili to besedo, preprosto klienta, ne stranka. In s tem drugega krijeta. Patronus marsikaj klientu omogoča, kaj pa klient njemu? V resnici je tudi klient uradno zavezan svojemu patronu in sicer ga pride vsako jutro pozdraviti na prag njegove vile. Kot smo se že pogovarjali, ko smo govorili o pompejanskih hišah ali hišah v Rimu, je klient stopil na prag, samo na prag te hiše in to je bilo dovolj za ta poklon. Namreč rimske hiše so bile organizirane tako, da če si stopil na prag, se ti je v enem samem pogledu odprl prostor in si videl vse bogatstvo te hiše. Z notranjim dvoriščem, vrtom in kipi in po možnosti še vsem ostalim eksotičnim okrasjem. Mi gremo pa naprej. Naslednji urok je protego, tega sem obdržala oziroma vam predstavljam zato, ker vas spomni na angleščino, vendar ne v polnosti. Protego vas bo šele takrat spomnil na angleščino, ko se boste naučili zadnjo obliko tega glagola, to je protectum. Ta vas pa že bolj kot prva oblika spomni na angleški besedi glagol to protect, ja, in samostalnik protection. Tako je potem protego v resnici varovalni urok. Se pravi, ta varuje in pa prej patron, tako kot smo se o patronu pogovarjali v Rimu, tako tudi Harryjev patron zavaruje svojega klienta. Tale je pa meni jezikovno najbolj všeč, torej lokomotor je sestavljen iz dveh besed. In sicer locus, kraj, in motor iz glagola moveo, ki pomeni premikam. Tako da vaša lokomotiva je v resnici tista, ki premika vlak iz kraja v kraj. Torej, če je locus, lokalen, kraj krajeven, je motor ali pa motor danes tisti, ki premika. Se pravi, lokomotiva ali pa locomotion je tisto ali tista, ki premika nekaj ali nekoga iz kraja v kraj. In enako seveda tudi delata Harryjev urok, torej locus in movere. Movere. Finite je iz glagola finio, namreč ta pomeni končam, tako kot finis, ki ga že poznate, pomeni konec, kraj, cilj in meja. Torej finio po četrti konjugaciji, in ker smo rekli, da znamo spregati, da bomo pokazali, kako spregamo, bi prosila spes, če nam lahko tole sprega. Torej četrta konjugacija. To je finis, četrta konjugacija. Finis, finius vse. Ja, finio je prvi. Okay. Finio, finis, finis, finimus, finitis, finiunt in finire. Res je. Samo paziva, ne? Tale četrta konjugacija je četrta ali i konjugacija, zato je finimus, finitis, torej z naglasom na i. Super.
Zdaj gremo pa na tisto, kar najbrž vsi čakate, se pravi najbolj grozne kletve, ki pa so tudi zelo opazno latinske, vsaj prvi dve. In tale vas lahko zelo, zelo spomni na besedno zvezo Rimski imperij in dejansko ima z njo nekaj zveze. Namreč, ko tiste zle sile, zli čarovniki izvajajo nad ubogimi bradavičarskimi čarovniškimi vajenci te uroke, dejansko z besedo imperijo ukazujejo, kaj naj naredijo. Se pravi, izvajajo urok zato, da naredijo točno to, kar je v njihovih zlobnih sprevrženih glavah. Zdaj, ponavadi se prevaja ta imperijo ukažem, ukazujem, vendar potem to ne izhaja iz latinskega glagola, ki to pomeni, namreč ukažem se latinsko reče impero. Impero, imperas, imperare. V resnici ta urok izhaja iz samostalnika imperium, ki je seveda pa s tem glagolom tudi povezan. Namreč imperium ima več pomenov. V prvem pomenu pomeni nekaj drugega kot rimski imperij, namreč pomeni ukaz. Preprosto tisto besedilo, ki ga nekomu izrečeš, da mu nekaj ukažeš. Imperium, ukaz. Drugi pomen te besede je za tistega, ki ukaze izvaja, se pravi vlada oziroma oblast. Torej, imperium pomeni vlada, oblast in šele v tretjem pomenu je področje, ki mu ta vlada ukazuje. Se pravi, cesarstvo, kraljestvo, imperij. Ponavadi to besedo v besedni zvezi Rimski imperij ravno zato pustimo kar neprevedeno, jo samo poslovenimo, ker gre za veliko področje, ki je menjalo oblasti. Veste, da najprej so Rimu vladali kralji, potem so jim vladali kdo? Senat in konzuli. Odlično, in nazadnje cesarji. Zato, da ne prevajamo recimo s cesarstvom, ker bi s tem besedo omejili, kar pustimo Rimski imperij. Torej, tretji pomen te besede. Torej, ukazujem. Druga žarlela kletu je crucio. Ta glagol tudi latinščina pozna dobesedno, se pravi, crucio je čisti glagol iz prve konjugacije, vendar je malce zoprn, zato ker ima spredaj i pred končnico. Vigil textor, a bi upal tole spregati. Se pravi, sprega se z enakimi veznimi vokali in z enakimi končnicami kot amo, ljubim, vendar pazi na tale i pred končnicami. Crucio, crucias, crucio ali crucio? Nič hudega, oboje je prav, a ne? Mi smo navajeni, lahko kar povemo za obiskovalce, na klasično izgovorjavo, torej na izgovorjavo, kot sta govorila Cezar in Cicero. Crucio je pa bolj tisti, ki ga uporabljajo in angleščina, in tujke, in potem kakšni angleški filmi. Tako da v filmu boš slišal crucio oziroma crucio, lahko pa spregaš crucio, tako kot ti je bolj domače. Okay. Crucio, crucias, cruciat, cruciamus, cruciatis, cruciant. Res je. Torej, ta glagol obstaja, vendar izhaja iz samostalnika crux crucis, ki ga gotovo poznate, to je križ. Zato pomeni crucio križati, potem pa, ko križi niso bili več aktualni, pa preprosto mučiti. Zato je to ena od žarlelih kletov, ki jih ne smejo v Harryju Potterju kar tako izvajati, a ne zlobni pa jih, zato ker gre za skrajno mučenje človeka. Potem pa pride še zadnji urok, ki ga vsi poznamo, najbolj grozen je, Marlakenstein z njim stalno grozi in ga tudi izvaja, to je pa Avada Kedavra. V oklepaju je zato, ker tukaj v resnici nima kaj iskati. Namreč Rowlingova jasno pove in se da temu ukazu tudi slediti, da gre za aramejsko besedno zvezo, Avada Kedavra. Zelo podobno se izgovori, če pa izgovorimo s temi b-ji, pa ugotovimo, da je ta aramejska besedna zveza v resnici izhodišče za današnji hokus pokus oziroma abrakadabra. Ta besedna zveza v aramejščini pomeni s to besedo te odstranim, s to besedo te uničim, s to besedo te ubijem. Se pravi, samo Avada Kedavra je dovolj, da umreš.
Zakaj ga vseeno dodajam? Ne samo zato, da so te najbolj grozne kletve na enem mestu zbrane, ampak zato, ker kot latinistka v tej Evada Kedavra vidim tudi latinščino. Sicer res poudarjam, to jo vidim jaz, pač Rowlingova najbrž ni imela tega v mislih, morda pa. Namreč v teh dveh besedah prepoznamo dve močni, prepoznavni latinski besedi in sicer kadaver poznate vsi, torej naša slastna beseda izjema srednjega spola, kadaver pomeni kaj? Margarita, kaj pomeni? Truplo, ja, truplo oziroma mrtvo telo. In Evado si pa lahko pomagamo z naslovom slavnega romana Quo vadis Domine. Kdo ve, kaj to pomeni? Kam greš, Gospod? Kam greš, Gospod? Torej vado pomeni grem, stopam. Evado je pa spredaj samo predpona ex, ki pomeni pax kaj? Izven, se pravi grem ven. In če pogledate ti dve besedi, dejansko pomenita to, kar pomeni urok v aramejščini. Torej, s tem, ko ti zadam ta urok, gre duša ven iz tvojega že itak mrtvega telesa. Tako da se mi zdi zelo zanimiva povezava med aramejščino in latinščino. Da pa ne bomo končali z najbolj groznim in umirajočim urokom, gremo nazaj na lepše teme. Ta mi je všeč zaradi jezika in zaradi vsebine. Namreč jezikovno gledano vsi, tako moji latinci kot obiskovalci, tule najbrž prepoznate angleško besedo, ki je samo malce drugače zapisana. Če nekomu rečete danes, da je ridiculous, a ga pohvalite ali ne? Ne preveč, je smešen že v tistem trapastem nadihu. Poudarjam, da dolga stoletja v latinščini je imel ta pridevnik pozitivno podobo, se pravi, si nekomu rekel, da je zabaven, ko si ga želel pohvaliti. Šele na koncu res v cesarstvu dobi pa že tole patino, kot jo ima v angleščini. Se pravi, smešen, zabaven je tole. Ali v plus ali v minus. Ljubitelji Harryja Potterja, kdaj uporabimo ridiculous? Ker hočemo stran Bavkarja. Bavkarja, ja, se pravi tistega, ki te straši, ki pozna tvoje največje strahove. Zato sem vam ta urok prihranila za konec. Torej, želim vam, da si kdaj kaj odčarate, kakšne te svoje strahove Bavkarje in da znate pomisliti na lepo stran. Tako, zdaj pa mi bomo z Latinci nadaljevali naslednjo uro z imeni ravnatelja in učiteljev na Bradavičarki, tako da, če želite izvedeti, kako jim je bilo ime, se nam pridružite v Želimljah. Pa srečno!